O vključenosti romskih učencev, komentar dneva Blaž Kovač. V pričetku šolskega leta v Amnesty International Slovenija opozarjamo na sistemske pomanjkljivosti izobraževalnega sistema, ki ne zagotavlja učinkovite vključenosti romskih učencev in zaradi česar grozi, da bo na nekaterih območjih Slovenije še ena generacija romskih otrok zapisana nepismenosti, neizobraženosti in posledično brezposelnosti. Stanje po državi se razlikuje. Najslabše pa je na Dolenjskem, Posavju in Beli krajini. V Amnesty International položaj spremljamo že vrsto let. Leta 2006 smo objavili poročilo o izključenosti Romov iz šolskega sistema, ki je ugotavljalo, da slovenski šolski sistem ne zagotavlja polne vključenosti romskih otrok. 3 leta kasneje, razen določenih premikov, vključevanja romskih pomočnikov ter strokovne pomoči šolam, večina priporočil ostaja prezrta in nenaslovljena. Iz pogovorov z romskimi starši, romskimi svetniki, državo, občinami, šolami, vrtci in socialnimi delavci je razvidno, da se je država še posebno slabo odrezala pri zagotavljanju pozitivnih korakov v predšolski vzgoji, kjer še vedno ni na voljo sistemskih rešitev vključevanja romskih otrok. Posledično romski otroci večinoma ne obiskujejo vrtcev in v osnovno šolo vstopajo z bistveno slabšimi predpogoji. Romski otroci večinoma prvič pridejo v stik z izobraževalnim sistemom šele s 1. razredom osnovne šole, kamor pridejo z izjemno slabim znanjem slovenščine in so zaradi tega in slabše vključenosti v družbo avtomatično v podrejenem položaju. Težave se kažejo tudi v osnovni šoli, saj so številni romski otroci sicer vpisani, a pouka ne obiskujejo. To kažejo tudi podatki osnovne šole Bršljin za preteklo šolsko leto, kjer od 25 romskih prvošolčkov 1. razreda ni izdelalo kar 14 romskih učencev, večinoma zaradi izostankov ali neobiskovanja šole. Iz celotne generacije sta lani 9. razred zaključili le 2 učenca, kar pomeni, da je dejansko večina generacije izpadla iz izobraževalnega sistema. Na položaj močno vpliva tudi izjemno slab socialni položaj, saj so razmerje v romskih naseljih globoko pod standardi večinske družbe, pogosto so tam ljudje brez vode in elektrike. Otrok, ki bo prišel iz šole domov v naselje brez elektrike ali tekoče vode, se zvečer ne bo mogel učiti in pozimi ne bo mogel umiti. Tako enostavno je to. Tak učenec je avtomatsko stigmatiziran pred sošolci in nevarnosti, da bo izgubljen. Za izboljšanje položaja je nujna zavzetnost celotne vlade Republike Slovenije pri pripravi medresorskih ukrepov ter izvrševanju strategije vzgoje in izobraževanja Romov, ki v praksi ostaja neuresničena.